razstava, naslov razstave All Inclusive, razstave v Ekurni, se v bistvu navezuje na preprosto dejstvo, da sem predstavil nekako naredil prerez skozi različne tipe slik, ki me zanimajo recimo v zadnjih 10 letih. Tako imam tukaj predstavljene, se pravi, mimetične podobe ovinkov, potem so tu recimo abstrahirane krajine, potem slike v slikah in zadnji ciklus so pa slike, ki jih imenujem ikebane, to je slika za mano. Torej, vse te slike nekako delam sporedno, mogoče ne vedno torej hkrati, se pravi izmenično, ampak nekako zadnjih 10 let, ikebane zadnjih 5 let, pa nekako nenehno razmišljam o njih. All Inclusive se navezuje tudi na dve sliki, ki sta prisotni na razstavi, v katere sem vključil tudi figure, se pravi, ta figura je nekako en dodaten plan v sliki. Se pravi, najprej je ta abstrahirana slika, potem to sliko postavim v prostor in s tem nekako ustvarim nek dodaten plan pred gledalca in z postavitvijo figure, to je moje lastne podobe, pa nekako dodam še eno dimenzijo več. To je vse v neki, vsaj sam o tem razmišljam, v logiki spodmikanja ali pa nagovarjanja gledalca, torej resničnega gledalca, ki nekako skozi igro teh planov nekako se mi zdi, da mu nekako malenkost spodmikam tla in ga nekako soočam z enimi torej slikarskimi problemi, če se lahko tako izrazim. Naslov All Inclusive se nanaša v bistvu tudi na to dejstvo, da, kot sem sam nekako poudaril v spremnem tekstu, da je v bistvu, ker je gledalec vključen tudi v samo sliko, nekako ironično trdim, da v bistvu potem slika v bistvu celo zunanjega gledalca ne potrebuje več. To je jasno, da ta ironija meri predvsem ali pa tudi na trenutne debate, ki so v našem prostoru, torej na potrebnost kulture, na potrebnost ali pa nujnost torej investicij v kulturi, kakorkoli že. Torej, in seveda meri na eno ignoranco, ki prihaja iz različnih sfer in je v bistvu nekako postala že skoraj akutna. Neka skupna rdeča nit vseh teh mojih slik, ki so na videz relativno različne, pa je ena obsedenost s prostorom. Torej ti, v nekem smislu izhajam iz izkušnje krajine. Zato recimo tudi je jasno ta moja digresija v te recimo realistične podobe ovinkov, ki so dejansko seveda mimetična podoba nekega prostora, ki pa se dejansko nahaja v vseh mojih slikah. Torej to plastenje teh prostorskih planov me je vedno fasciniralo in seveda dialog med slikarsko površino in iluzijo tretje dimenzije. Tudi v teh slikah, tako imenovanih ikebanah, sem nekako tematiziram ta razmerja. V neki iluzionistični prostor postavljam neke slikarske skulpture, ki so na nek način seveda jasno, poskušam ustvariti nek mimetičen prostor, hkrati pa ta poteza, torej ta poteza čopiča, torej nekako vzpostavlja to površino in spet pride, po mojem mnenju, do tega dialoga, ki me obseda. Če bi se vprašal, zakaj ta obsedenost s temi plani, bi pa mogoče lahko prišel, oziroma sem prišel do nekega vmesnega odgovora, da gre to za da jih razumem kot neke, kot bi odlagal v sliko v bistvu rezine lastnih izkušenj. Zato to me v bistvu potem nekako se mi zdi, da od tu izvira ta moja želja potem, da bi v sliko nalagal in dejansko včasih me potem zapelje celo v neke
potem mogoče včasih pretiravam in sliko zadušim, ampak to je pač nek nujen del slikarskega procesa, da se določene zadeve tudi v bistvu zapeljejo v napačno smer in potem lahko, ne vem, v naslednjem koraku zadevo zapelješ spet tam, kamor se ti zdi, da je pot mogoče bolj v skladu z tvojimi pričakovanji ali pa željami. Torej, mene dejansko v slikah fascinirajo te odprte barve. Ne. To je po mojem mnenju zopet neka rezultat te moje fascinacije nad modrino neba in nad tistimi oblaki, ki potujejo po nebu. Torej, ta intenziteta, ki je verjetno pobrana, ne vem, še iz mladosti, me nekako nenehno spremlja in poskušam v slikah v bistvu to intenziteto stopnjevati. Ne. Tako da včasih postanejo barve prav skoraj kričeče, ampak nekako jih poskušam seveda nekako vpeti in zadržati, da recimo slika ohrani neko konsistentnost. Ti oblaki so v bistvu tudi nekako neka moja, torej to so neke oblike, ki me nekako spremljajo in se jih ne morem rešiti. Ne. Ko razmišljam, kam bo zadeva peljala naprej, seveda ne vem. Ne. Meni se zdi, da je smisel vsakega umetniškega ustvarjanja ravno ta neizvestnost, torej da se v procesu pripelješ do, oziroma da slediš nekemu, recimo v vsakem primeru slediš nekemu načrtu, ampak te proces vedno preusmeri nekam drugam. Ne. To se mi zdi nekako največja dragocenost vsakega kreativnega procesa, kajti v nasprotnem primeru je kreativni proces zgolj ilustracija neke izhodiščne ideje, kakršnakoli že je. In ta ilustrativnost, ta strukturna ilustrativnost po mojem mnenju ni dobra za umetniško ustvarjanje oziroma za slikarstvo. Zapeljate po mojem mnenju nujno v neko površnost ali pa v neko kako bi rekel, predvidljivost ali pa v neko maniro, kot bi rekel. Ne. Čeprav je seveda vsaka pot, mislim, oziroma je ta nevarnost vedno prisotna, jasno. Ne. In tu je človek pač postavljen se moraš pač zavedati tega, da se moraš redno preizpraševati ali pa pregledati, če zadeva še stoji in če ne, je treba pač ene stvari zavreči. No, slika je vedno na nek način, ko se ukvarjaš z njo, je seveda moraš gledati kot celoto. Ne. Zdaj, v teh mojih abstrahiranih pokrajinah grem vedno nekako do roba in to je v bistvu nujno. Ne. Se to je mogoče, bi rekel, stvar, ki me bo v naslednjem obdobju, bi rekel, zadeva, ki jo bom moral mogoče še premisliti, ne, in mogoče iti malo, mogoče kam drugam. Ne. Tudi pri teh slikah, torej pri teh ikebanah, je v bistvu dilema, zdaj, kje se vstaviti s tem barvnim prepletom, ne, kje ga zaključiti ali ga ohraniti v bistvu zgolj v nekem centru ali ga pa počasi širiti. Ne. Tu sem v bistvu še s temi ikebanami sem v bistvu še lahko rečem, v nekem začetnem stadiju in se mi zdi, da bom v tej smeri še delal in da verjetno bo ta razmislek prišel zraven. Ne. Se mi zdi pa, se pravi, ne, podobna logika, bi rekel, tega mišljenja, torej odnosa med površino in rekel, iluzijo prostora. Ne. S tem, da je tukaj ta prostor veliko bolj mimetičen, ne, se jasno, v teh abstrahiranih krajinah pa ni toliko mimetičen, ampak se vseeno odpira. Ne. Spravi, da v bistvu gre za eno, zame je itak te neke fundamentalne razlike med tako imenovano abstraktnim prostorom in realističnim prostorom ni. Ne. V bistvu je samo razlika v intenziteti oziroma obe skrajnosti sta itak nedosegljivi. Ne. Nekako človek oziroma kot slikar se gibljaš nekaj vmes, ne. Zdaj greš bolj proti v smeri neke abstrahirane površine oziroma prostora ali pa v smeri nekega mimezisa.
neke fundamentalne razlike v bistvu ni. Ne. To so v bistvu debate, ki so že v bistvu anahronistične. Ne. Danes preprosto ne moremo več odpirati debate sploh v umetnosti, ali je neka stvar, ali je določen artefakt, ali je v bistvu abstraktna ali realistična. To so v bistvu nesmiselne debate. To je že, kot sem že rekel, to sodi v bistvu že skoraj ne le v 20. ampak celo v 19. stoletje, se mi zdi. Pri teh ovinkih je bilo v bistvu šlo za eno tako čisto naključje. Jaz sem jih kar nekaj let, 2 leti sem jih fotografiral. To ni šlo za neko namen izdelave neke fotografije, ampak kot neko, nisem se niti točno zavedal, zakaj jih sploh fotografiram. Fascinirala me je pač ta cesta, ki izginja recimo za kakšnim gozdom ali pa za kakšno konfiguracijo takšno ali drugačno, v glavnem naravno. In to po enih 2 letih, ko sem pofotografiral praktično po moje več tisoč teh ovinkov, pa sem pomislil, da bi mogoče en ovink pa kar naslikal, da bi šel prav v tak, v nek pogojno rečeno realizem. In po enih takih razmislekih, pa po tehtanju, sem se nekako tudi odločil, kljub temu, da sem recimo slučajno slišal od enega prijatelja, da je že en škofjeloški slikar, zdaj je pokojni, tudi dela. Sem bil najprej kar rahlo žalosten, sem rekel, no, Madonna, me je spet nekdo prehitel. Ampak ko sem videl njegove ovinke, sem si rekel, da v bistvu če dam eno tako drastično primerjavo. Zdaj, če bi recimo Cézanne rekel, da nima smisla, da bi slikal jabolka, ker jih je že toliko dobro, tako genialno naredil Chardin, potem bi bil svet v bistvu prikrajšan za najlepša jabolka, ker Cézanne je potem najlepša jabolka naredil. Se pravi, da v bistvu kot slikar ali pa kot umetnik, kakšenkoli, v bistvu se ne smeš strašiti tega, da je nekdo že pred tabo recimo nekaj sorodnega naredil, ker to potem v bistvu te zablokira. V bistvu se moraš nekako prepričati, da lahko sam mogoče nekaj novega ali pa nekaj drugačnega narediš. In s to optiko, skozi ta razmislek sem nekako se lotil potem teh ovinkov. Nekako ostajajo dost na tem mimetičnem nivoju. Mogoče me ta zadnji oziroma ta pravi ovinek še čaka. Mogoče še nisem prišel do konca tega, ali mogoče bi bo moral zadevo še kam zapeljati, mogoče bolj v smeri neke, kako bi rekel, pogojno rečeno, abstrahiranosti ali pa da bi mogoče barvno zadeve drugače zastavil. Tega še ne vem, ampak vem le to, da jih bom še naprej delal. Zdaj, trenutno jih sicer ne delam, ampak jih imam pa v ateljeju pripravljenih v enih vmesnih fazah kar precej. Tako da pričakujem, da bom tudi s tem v kratkem nadaljeval.